Večer je namenjen predstavitvi knjige z naslovom Razvoj primarnega zdravstva v občini Brežice, pod katero se je podpisal nek raziskovalec lokalne zgodovine Posavja in rodovit publicist Oskar Zoran Zelič. Pozdravljeni. Že v času priprave knjige je nekajkrat obiskal knjižnico Brežice in tu poiskal vire za svojo raziskavo. Izraz domoznanstvo je uveljavljen v knjižničarski stroki in sooblikuje naš vsakdan. Označuje posebno dejavnost zbiranja, hranjenja, varovanja, obdelovanja, proučevanja in predstavljanja gradiv, ki so zaradi vezanosti na določeno ožje geografsko področje, tematiko in redkost označena z domoznanstvo. Za knjižnico Brežice domoznansko območje predstavlja celotna občina Brežice. Vsi viri, ki nastajajo na tem področju ali pa se nanj tako in drugače navezujejo, spadajo v domoznansko zbirko. Urejanje tovrstnega gradiva zahteva čas in natančnost. Zbirka se posodablja vsak dan in tako nikoli ni zaključena. Trudimo se, da njena vsebina nagovarja kar se da širok krog uporabnikov, tako za namen izobraževanja, raziskovanja ali informiranja. Domoznansko gradivo predstavlja kulturni in bibliografski unikat. Je dragocenost, ki sooblikuje poslanstvo naše knjižnice ter prikazuje utrip lokalnega in tudi širšega okolja. V nadaljevanju večera nas bo nagovoril direktor zdravstvenega doma Brežice Dražen Bojovič. Nato bomo pristopili še pesmi brez besed, katere avtor je Felix Mendelssohn. Spoštovani, hvala za povabilo direktorici knjižnice in njenim sodelavcem, ki so sooblikovali današnji večer in nam omogočili predstavitev te knjige. Ob tej priložnosti bi vas rad pozdravil tudi v imenu župana občine Brežice, ki ga je ujela ena viroza, kot večkrat tudi opisujejo zdravniki v tej naši knjigi. Zato mi dovolite še par besed in pa zahval tako avtorju te knjigi, gospodu Zeliču, kot našim sodelavcem, ki so mu pomagali z svojimi pričevanji pri oblikovanju knjige. Za to knjigo smo se odločili zato, ker se iz dejanj in ravnanj naših prednikov lahko marsikaj naučimo in prav je, da ohranjamo dediščino, ki so nam jo zapustili. Iz te knjige oziroma pregleda, ki je bil narejen, lahko vidimo, da se nekatere situacije v zgodovini ponavljajo. Pričevanja različnih zdravnikov v različnih obdobjih nam kažejo, da so se pri zdravstveni oskrbi srečevali s podobnimi težavami ali pa izzivi, s katerimi se soočamo mi. To je z različnimi epidemijami, z različnimi odvisnostmi od alkohola, cigaret oziroma tobaka. Mi se danes soočamo še z nekaterimi novodobnimi
koristnostmi. Njim se je pa treba zahvaliti, da so že v daljni preteklosti postavili ene od prvih zdravstvenih domov v Sloveniji. Tak je bil zdravstveni dom v Cerkljah ob Krki, drugi v Sloveniji po Lukovici pri Domžalah, tudi zdravstveni dom v Brežicah, mislim, da je bil 18. v Sloveniji leta 37, da so naši predniki v Cerkljah ob Krki že izvajali tudi preventivne aktivnosti v zdravstveni postaji Bizeljsko enako in v zdravstvenem domu Brežice prav tako. Seveda je takrat bila ta ločenost organizacijska med bolnišnico Brežice in zdravstvenim domom manjša. Vidimo, da se nekateri predstojniki iz oddelkov Splošne bolnišnice Brežice so se vključevali najprej v delo tudi v zdravstvenem domu, od pediatrinje Marije Jež do naprimer dr. Franca Kocjana, ki je vodil zdravstveno postajo na Bizeljskem in potem vodil radiološki oddelek v Brežicah, do kirurga Svetozarja Rajnerja, ki je deloval v zdravstvenem domu, in njegove soproge, ki je dolgo let bila glavna sestra zdravstvenega doma Brežice. Skratka, vidimo, da so te zdravniki bili neko intelektualno jedro tudi v Brežicah, bili često tudi nosilci neke, bom rekel, narodnostne pripadnosti in boja za slovenstvo na tem območju, da so tudi bili v širšem slovenskem prostoru prepoznani kot zdravniki. Seveda pa se moramo spomniti tudi tistih, ki so mogoče bili manj vidni, prepoznani, od patronažnih sester, ki so opravljale delo na terenu, do sester v zdravstvenem domu, voznikov v reševalni službi. Malo bomo obhajali tudi okroglo obletnico vzpostavitve reševalne postaje v Brežicah. Tako da mislim, da je bil čas, da to zgodovino popišemo, in želel bi si, da se v nekem novem delu še bolj poglobimo in se spomnimo posameznih izvajalcev bolj podrobno in pa same organiziranosti dela po posameznih enotah oziroma vsebinskih sklopih. Hvala za to priložnost in hvala za udeležbo. Knjiga vam bo tudi na voljo ob koncu prireditve.
večer celovito predstavil razvoj primarnega zdravstva občine Brežice s posebnim poudarkom na zgodovini brežiškega zdravstvenega doma. Najbolj pogovor je namenjen predstavitvi raznovrstnih prizadevanj za ohranitev in izboljšanje zdravja tukajšnjega prebivalstva v daljni in bližnji prihodnosti, preteklosti. Pozdravljeni. Tako zelo se veselim in najbolj pogovora sem že pokazal. V knjigi ste nagrobno prikazali, da so razvoj zdravstva se odpojili z drugi smrtonosnih nalezljivih bolezni. Pri tem je presenetljivo, da se mnogih danih ukrepov v boju proti epidemijam poslužujemo še danes. Dobro večer vsem skupaj. Ja, res je. Tako je, državne oblasti vse tam do 16. stoletja niso dali nobenega poudarka na razvoju zdravstvene oskrbe na podeželju. In šele te epidemije, recimo epidemija kuge, v srednjem veku in še v tem novem veku je začela siliti oblasti, da so pristopili k temu problemu, kako se zoprstavili. In se te ukrepi za preprečevanje so prisila preprosti in tudi hkrati tudi neučinkoviti. Tedanja medicina je bila v povojih nemogljena, tako da recimo obstajali so kušni zdravniki, ki so nosili neko povoščeno zaščitno obleko in so proti tem boleznim se probali boriti z razkoževanjem, predvsem s kisom, ki bi naj bil pri roki, potem z kajevanjem in pa z plamenom, z ognjem. Sveda te ukrepe niso imeli prav kakšne velikega učinka, tako da še največ je pomagalo to, da so se mesta in trgi pravočasno izolirali, omejili dostope v naselbine in tako preprečili okužbi, da bi prišla v njihov kraj. Razen tega, da so lahko tudi bolane izolirali na nek poseben kraj. Medicina takrat je imela neke zdravila, učinkovitega zdravila proti temu, da se ljudje množično umirali. In pa še to dejal, da po to besedo kuga so ljudje pojmovali različne kužne bolezni. In sicer po to je spadala in tifus, griža, potem koze in še druge nalezljive bolezni. In seveda v teh so poiskali tudi raznih pripušnikih in tako dalje. Preteklo so zaznamovane bolezni, katerih imen in simptomov skoraj da ne poznamo več. Tuberkuloza, trahom, jetika. Ali kaj jim viri omogoče zadostno pogled v stanje zdravstva in zdravja na širšem območju Brežic v preteklih stoletjih? Je kakšen teh virov še posebej povedan? Iskanje teh virov je bilo zelo zapleteno, oziroma težavno. Do 18. stoletja, pa do skoraj do 19. so bili zelo skopi. Tudi bo treba dejansko potrebne še dodatne raziskave, ki pa zahtevajo veliko časa, da bi še se bolj poglobili tudi to področje. Vendar potem pa od konca 18. stoletja je pa že več na voljo in bolj gremo v današnji čas več tega. V prvi vrsti bi tle morda omenil od konca 18. stoletja, recimo, kar se tiče bolezni, tega se da poročevati preko mrliških matičnih, ki hrani za naš konec naš škofijski arhiv Maribor. Iz teh se da marsikaj razbrati. Posluževal sem se vrste starih knjig, literature, iz časa Habsburške monarhije, potem Avstro-Ogrske, na katere izmed njih sem tudi prikazal, svetili se v gotici, potem tle sem se naslovil na razne historične in pa statistične topografske leksikone, medicinsko-statistično topografijo in še druga dela, ki pa že kar precej dobro opisujejo stanje tudi na zdravstvenem področju. Poleg teh sem veliko črpal podatke tudi iz starih časopisov, tako nemških, slovenskih,
nekaj tudi hrvaških. Vse to prispeva, da se je ta slika tega razvoja začela počasno kristalizirati in sem jo začel dojemati. Zdaj, ko bi izpostavil bi pa en poseben vir, ki mi je res bil izredno zanimiv in zelo poveden. To je bila pa tako imenovana, se pravi, se nahajajo podatki v tako imenovani gotovi topografiji. Tukaj ki je nastala s podporo nadvojvode Janeza, brata takratnega cesarja Franca Jožefa. Gre pa za odgovore na vprašalnice, ki so nastali leta 1843, ko so biti vprašalniki poslani raznim uradom, tudi ustanovam, in iz njih se pravi, bile so pa res dobro zastavljene in iz njih se da prav izluščiti ugotavljati način življenja prebivalstva v tej predmarčni dobi, pred tistim revolucionarnim letom 1848. Za ta konec v Brežiškem so priprav ti odgovori obstajajo za mesto Brežice, z okolico in pa za Bizeljsko. In iz njega lahko vidimo, kako so ljudje živeli. Predstavljeno je drugim tudi njihovo zdravstveno in socialno stanje, tudi njihov ljudski značaj. Jaz sem predvsej tega notar vnesel, prav citate, tako da so zelo, izvirniti, prevodni, zdaj se v Nemčiji, tako da sem prav užitek je bil to prebirati, v kakšnem se ljudje živeli. Kasneje so pa tudi seveda že mi služili časopisni članki, ki so pa spet na svojstven način odstirajo dani način življenja na Brežiškem. Morda še v teh, kar je tule na sliki, tule od spodaj bi morda izpostavil recimo tole en izsek iz mrliške knjige Brežice, opis smrti prvega šolskega zdravnika, to je bil dr. Karl Delcott, ki je bil izdan, se pravi, eden najbolj uglednih, premožnih meščanskih družin, trgovska družina, on tam je umrl leta 1890, pa tudi tam je napisan razlog, umrl zaradi zastoja srca. Bralec vaše knjige tudi izve, da ustanovitev Brežiške mestne bolnišnice s 19. stoletja predstavlja menik organizaciji zdravstvene službe. A tudi, da je resnični napredek na tem področju prinesel še odprtje novega bolnišničnega poslopja leta 1889. Ja, mestna bolnišnica je začela zelo v skromnih razmerah sredi 19. stoletja v današnji ulici Stare Pravde in je že v dobrih dveh desetletjih že toliko se razvila, da leto 1872 že so jo razglasili za javno občno bolnišnico, ki je delovala še vedno v tistih prostorih, vendar že z mnogo več prostori, sobami, ležišči. Janski premik se je pa zgodil potem v 80-ih 19. stoletja, ko je država našla denar za gradnjo namenske, takratne v sodobnih standardih grajene bolnišnične zgradbe, kjer deluje bolnišnica še danes. Bolnišnica je bila odprta 1. januarja 1889. Upravljanje bolnišnice je država podelila sestram usmiljekam, ki so semkaj prišle iz Graca in so tudi prevzele upravljanje gospodarstva zavoda in tudi so sodelovali v enem od teh bolnišničnih traktov. Bi pa tu še poudaril, da seveda to je bila primarna raven zdravstva na Brežiškem, je bila pa še vedno prepuščena in na plečih v tistem času 3 okrajnih zdravnikov, ki so pokrivali to območje. Razvoj zdravstva na območju občine Brežice je prihodnji pot, poenostavljeno rečeno, od doma priučenih nasilnikov do prvega diplomiranih zdravnika, že omenjenega dr. Delcotta. Kateri osebnosti še stopajo na tej poti? Ja, Delcott je bil zelo zanimiv. Prepoznal sem že kako, vsaj zato slišal že večkrat za to znano meščansko trgovsko rodbino.
Zanimivo je bilo, da sem prav v enem drugem časopisu našel članek iz leta, ko je on poimensko naveden, da je graduiral, da je končal na Dunaju to šolo. In od ostalih posebnosti sem pa več pripravil v vsakem takole par slikic. In sicer tudi bi se pravi izpostavil bi ranocelnika Maksimiljana Breznika starejšega, ki je v Brežicah deloval še pred Delkotom. Namreč dr. Delkot je prišel nekje sredi 19. stoletja, dočim ta Maksimiljan ali Max Breznik je deloval že od začetka 20. let 19. stoletja. Kot novost lahko to povem, da sem že med tem našel nekaj več podatkov o njem. In sicer Maksimiljan Breznik je bil rojen Sevničan, bil je sin prvega sevniškega učitelja in zanimivo, da je tudi njegov brat poštudiral, postal zdravnik, ranocelnik in je kot tak deloval v svojem domačem kraju v Sevnici. Brežiški, pravi ta Maksimiljan, pa je pa tudi njegov sin, Maksimiljan mlajši, tudi šel po očetovih stopinjah in tudi postal zdravnik ranocelnik. Še to sem, tudi tega ne piše v knjigi, ta Maksimiljan starejši je preden prišel v Brežice kot zdravnik deloval v Bistrici ob Sotli in tam je bil tudi rojen ta njegov sin, ki tudi nadaljeval njegovo zdravniško kariero v Brežicah. In tale fotografija tele mestne ulice prikazuje tule na desni strani tale hiša nasproti današnje občinske stavbe. V njej je živel ta Breznik starejši, njegov sin je pa potem postavil, kupil hišo, pa tole drugo na levi strani, tako da ste se skoraj pogledali iz okna. Pa tudi našel sem še članek, kako je potem po očetovi smrti njegov sin prodajal tole hišo prav v glas za prodajo hiše. O starejšem Brezniku bi še to povedal, da je dočakal za tiste čase izredno visoko starost, 96 let, da je bil nestor zdravnikov na Štajerskem, zdrav ne sem tukaj mi danes predvojimo slovensko Štajersko, ampak tudi današnjo avstrijsko Štajersko. In da je bil, celo piše v smrti, da je bil vedno zdrav, vedno dobre volje. No, tam je na desni pa še en članek v nemščini, kjer pa je pa članek novica o smrti tega Maksimiljana Breznika mlajšega. Za očeto bi lahko rekli, da je verjetno bil dost naklonjen Slovencem v sicer fejst nemških Brežicah. Nasprotno pa to ne velja za njegovega sina, ki je bil pa velik nemški nacionalist in tudi vodja brežiških Nemcev v enem obdobju. Tako da, ja, v tem članku so ga precej poveličevali njegovo delo, ker je pa tudi dejaven v družbenem življenju kraja, v okrajnem zastopu in v okrajnem šolskem svetu. Kot naslednjega bi izpostavil dr. Josipa Straška, zelo pomemben, tudi v družbenem življenju Brežic. On je prišel tle v začetku 20. stoletja in tudi piše en oglas, da si preselil svojo lastno hišo sproti frančiškanski cerkvi. V kraju je bil zelo dejaven tudi v narodni čitalnici, pri Brežiškem Sokolu, tada je tudi fotografija v sokolski uniformi. Je imel pa to nesrečo, da se je on zapletel en dolgotrajni spor in sicer ob prihodu v Brežice je pogodbo za to službo podpisal z okrajnim zastopom, ki je bil slovenski, kratek čas potem je pa na volitvah in pa ta okrajni zastop šel v nemške roke in so mu te Nemci enostavno kar dobili velik del njegove plače okrajnega zdravnika in potem se je vrsto let pravdal, tako da je potem leta 1907 to zadevo uspel zaključiti in celo njegov primer je bil prikazan kot en tak nenavaden celo v tedanjem glasilu slovenskih pravnikov z istim imenom slovenski pravnik in je prav zanimivo, kako so to obravnavali razlagati, ampak prav, da se je končalo po njegovo korist.
In kmalu po tistem je pa on se odločil in je Brežice zapustil, šel je v Novo mesto in je tam vsem bleščečil kariero. Naslednji zdravnik, ki je prišel nekaj let pred prvo svetovno vojno v Brežice, je bil dr. Vinko Hudelist, ki je deloval tukaj vse do druge svetovne vojne in bi najbrž še kasneje, vendar je bil žal izseljen. Deloval je, tako tukaj videti, čakale oglas v Vili Livada, ki bi zdaj na novo so jo pozidali. Je pa tudi bil zelo aktiven v družbenem življenju Brežic, tudi v strelskem društvu, tudi pri Sokolu, bil je tudi predsednik podružnice Rdečega križa. No, tudi ga pa lahko vidimo v uniformi rezervnega oficirja vojske kraljevine Jugoslavije. No, med drugo svetovno vojno, potem je bil preseljen, oziroma je živel in deloval v Višnji gori, kasneje pa v Ljubljani. Bil je pa doma iz okolice Velikovca na Koroškem. Naslednja zelo zanimiva osebnost je bil dr. Anton Vilinek, ki je deloval na Bizeljskem. Porodu je bil Čeh, rojen nekje jugovzhodno od Prage in je na Slovensko prišel že v začetku 20. stoletja. Predtem je prišel na Bizeljsko, je služboval pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah in pa še v Gornjem gradu, v Slovenski dolini. No, na Bizeljskem ga pa zasledimo nekje od leta 1907 in je tukaj deloval vse do druge svetovne vojne, ko je bil izdan v Slavonijo in še potem, ko se je po vrniti iz izgnanstva, je še vrsto let, že v zelo visokih letih še vedno deloval na Bizeljskem, ker tudi imel svojo hišo. Zabil pa je bil tudi potem, spravi, takrat so bili zdravniki vse v enem, bil je zdravnik, bil je zobozdravnik, porodničar, potrebi tudi veterinar. Torej, na fotografiji desno sta lepa prikazano čist desno tole nožna zobna vrtalka, se pravi zobarski stroj, in pa še zobni inštrumenti. Vse to je na pogled v stalni etnografski zbirki Marije Sušnik v Bizeljskem. In je prav redkost, da se je to lepo ohranilo, kar takaj stvari, da gledamo samo kakšne predke v muzeju. Naslednji, ki sem ga izpostavil, je tale dr. Franc Gerlovič z družino, ki je bil rodom iz Župečev vasi, tudi kot brežiški rojak. In on je prišel semkaj po prvi svetovni vojni in je tukaj deloval 10 let, torej zori družine, in tudi on si tukaj postavil svojo hišo, tako tudi kot vilo, ki stoji danes na sklopu brežiške bolnišnice. Je bil je tudi med drugim kopaniški zdravnik v Čateških Toplicah. Potem, ko je pa vodila naprej, je bil ravnatelj splošne bolnišnice v Ljubljani na drugih pomembnih funkcijah. Potem dr. Jože Peček, zelo zaslužen zdravnik, ki je začel delovati tle že v 30 letih pred drugo svetovno vojno. Tudi postavil se je pred drugo svetovno vojno hišo na današnji Prešernovi ulici pod gradom in bil je, že takrat je imel on že svoj rentgen. Tako da tudi po vojni je zelo pomembno se ustvarjal povojno preko zgodovino brežiškega zdravstva kot prvi potem upravnik zdravstvenega doma po drugi svetovni vojni, od leta 1955 dalje, vse do svoje smrti. Sem da še pred naslednjim vprašanjem. Ja, kar nadaljuva za najbolj sprehodno v zgodovini primarnega zdravstva občine Brežice. Časno svetovnima vojnama zaznamuje prireditev preventivne zdravstvene dejavnosti, kateri nosilci postavijo zdravstveni domovi. Ta večer je bilo že izpostavljeno dejstvo, da je bil zdravstveni dom v Cerkah v Krki zgrajen kot prvi v Posavju in drugi po vrsti na Slovenskem.
Ja, tle je treba povedati najprej, da je v času po prvi svetovni vojni, med svetovnimi vojnama, ogromno delo na področju organizacije zdravstva v podeželju nosil državni higienski zavod v Ljubljani. In ta je začel z raznimi asanacijskimi ukrepi za razvoj oziroma izboljšanje slabih zdravstvenih razmer slovenskega podeželja. Prvi zdravstveni dom, kot je bilo že omenjeno, je bil zgrajen leta 1926 na Lukovici pri Domžalah. In je bil to čisto tak vzorčni primer, ki pa je zajemal ne samo izgradnjo zdravstvenega doma, pa še določene asanacijske ukrepe, ki so se pa nanašali tudi na, ne vem, da je kraj dobil zdravo pitno vodo, zdravi vodovod, da so se urejene razne sanitarne zadeve in tako dalje. In tudi v bistvu ta zdravstveni dom v Cerkljah je bil dejansko izbran verjetno tudi, da je bil drugi na Slovenskem iz tega vidika, namreč zdravstveno stanje prebivalstva v južnem delu tega Krško-Brežiškega polja je bilo že v precej slabih razmerah. Bile so pogoste, ponavljali so pogoste nalezljive bolezni, kot kakšna križa in podobno, in vse temu so pa potrovale neurejene higienske razmere, predvsem neurejene kmetije. Tam so odlagali gnoj, stranišča, ker včasih niso poznali gnojnih jam, kot danes. In vse ta nesnaga se je ustekala v bližnje vodnjake in se pravi, so naravna logična posledica, da so bila ta pogosta obolenja. Tako da zdravstveni dom je bil vrh te krone asanacij, že v pripravi, se pravi pobudnik, da je pa zdravstveni dom prišel v Cerklje, je bila pa takratna občina Cerklje v Krki, ki je slovila in se je prizadevala in je dejansko potem po več letih higienski zavod v Ljubljani uvrstil na neko prednostno listo, tako da je občina kupila njivo za stavbišče za dom, potem pa so dejansko v enem letu dom zgradili, marca 1929 je bil dom zgrajen. Sočasno so tudi v okolici gradili gnojne jame, nova stranišča, kasneje, že po zgraditvi doma, je pa tudi so Cerklje in tudi dom dobil javni vodovod, 6 km daljnega izvira pod vasjo Izvir. Zdravstveni dom je upravljal zdravnik, okrožni zdravnik Vidmar, ki prihajajo iz Krškega, dvakrat tedensko. V samem domu je bila pa nastanjena, oziroma je delovala pa tako imenovana zaščitna sestra. Ona je pa tam stalno prisotna in že v roku 10 let ali pa še manj so bili sadovi njunega dela zelo dobro vidni. Ta zdravstveni dom je obsegal izredno veliko območje, na začetku je že dobil v delu okrog 11 šol z njihovimi učenci, vse tja od Kostarjevice, Rake, Leskovca, Velikega Podloga, pa tja do Stoj Drage in Velike Doline. In ne vem, samo obseg še 25.000 prebivalcev, če se ne motim. In se pravi, rezultati njunega dela so bili, se pravi, veliko škratinka je skoraj iznikla, potem zmanjšale so se epidemije griže in drugih nalezljivih bolezni, zmanjšala se je tudi umrljivost novorojenčkov za 50%. Tako da je izjemen rezultat dela letnih ljudi. Po moje tle še največje breme nosila ta zaščitna sestra. V Brežicah po vojno dobo zaznamuje prizadevanje za izgradnjo večjega in bolj funkcionalnega zdravstvenega doma. Vaša knjiga nas pouči, da je bila pot do njega dolga in zavita. Res je. Zdravstveni dom je bil najprej v tej stavbi v bližini štadiona odprt leta 1937, kot 18. v Sloveniji in drugi v Posavju, na območju današnje občine. Za prvega upravnika je bil imenovan dr.
Stanko Črnelč, na fotografiji, ki je bil predtem sekundarij v bolnišnici v Brežicah. Ta stavba je bila prej v privatni lasti, ki jo smo pač odkupili in preuredili in se pravi, dejansko tle je deloval, mislim, da je bila prva ekipa sestavljena samo iz 3 ljudi. Se pravi, upravnik dr. Črnelč, potem je bil že v njem protijetični dispanzer, ki ga je vodil dr. Peček, ki ga je pa najprej imel 1 leto že v zdravstvenem domu v Cerkvah, potem so ga preselili pa Semkaj in pa zaščitna sestra. Prvi koraki na tej poti so bili dejansko že zaradi preventive že storjeni, ampak seveda žal je prišla nesreča druga svetovna vojna, ki je premešala karte oziroma te načrte. Tako da dr. Črnelč je med vojno šel v vojno v partizane, kjer je 42 padal na Rojancih kot partizanski zdravnik. Po vojni se je pa vrnil dr. Peček in pač začel z delom, vendar ne v tej stavbi, ker je bila po vojni uporabljena za čist druge namene. Tudi zdravstvenega doma po drugi svetovni vojni ni bilo. Dr. Peček je še nekaj let deloval kot zasebni zdravnik v svoji lastni hiši. Potem je bila pa v 50 letih najprej v tej stavbi odprta okrajna zobna ambulanta, kasneje še protituberkulozni dispanzer, ki je šlo počasa. Dejansko leta 55 je bil zopet ustanovljen zdravstveni dom Brežice, za prvega upravnika potem dr. Peček. To je tak pogled, iz tam srede, se pravi tam 60 let. Namreč, že kmalu po začetku ponovnega delovanja zdravstvenega doma so ugotovili, da je zdravstveni dom premajhen, da je vtesnjen in je leta 1956 so dom dozidali še v levem delu, proti smeri stadiona in tako povečan zdravstveni dom je potem zadostvoval vsaj nekaj 15 let, potem se je pa zopet začelo kazati prostorska stiska, vendar je bila pot do zdravstvenega doma novega zdravstvenega doma še zelo dolga. Kaj potem se je zgodil poselitev pa nov zdravstveni dom? Zdravstveni dom je potem zaradi konec leta, če bomo do tam še prišli, malo bi še tudi prej pomenil, da je zaradi prostorske stiske so začeli iskati nadomestne lokacije, tako da so nekatere ambulante oziroma dispanzer delovali dislocirano in sicer v tej iskanju novih prostorov so zdravstveni dom odkupil hiš na desni strani in odkupil tudi hišo dr. Milka Brica, predstojnika učnega oddelka v Brežiški bolnišnici in se pravi stavbo preuredil in za dan že 8. marca leta 1963 so v njem odprle svoje prostore v tem visokem pritličju otroški dispanzer. V pritličju se je naselila reševalna služba, ki je dotedaj domovala v starem mestnem jedru v nekdanji Adamosovi hiši, tam je zdaj region. Zgoraj se potem pa še vzgori je bil pa prostor za dežurno službo, za dežurne zdravnike in sestro, eno sobo je pa dobila še psihiatrična ambulanta. In dejansko tako stanje, potem pa se pravi največ zaslug za izgradnjo novega zdravstvenega doma se je prizadeval kasnejši upravnik in direktor dr. Slavko Sušin, tako da se pravi potem novi zdravstveni dom so se pravi prostor za so našli v bližini bolnišnice, v danih vrtovih, kjer je bolnišnica gojila zelenjavo. Tako da, se pravi, to, da je bil zgrajen, je bil dejansko otvoritev, je bila, mislim, da je za občinski praznik leta 1976 in potem do konca leta je sledila dejansko preselitev vseh teh služb v novo
Brežiško hišo zdravja. Dr. Slavko Sušin je bil tudi brežiški rojak iz Pavlove vasi pri Višecah in je bil tudi sicer zelo vpet v družbeno življenje kraja. Sam zdravstveni dom, to je bil pa zgrajen v dveh fazah. Najprej ta večinski del, skupaj, ki je dobila prostore Brežiška lekarna, potem pa še kasneje, še do leta 1981, bil pa dozidan še ta južni trakt, tako da je bil potem Brežiški zdravstveni dom zaključen, končno zaključen. Pri dr. Sušinu bi še to omenil, da je zelo veliko poudarka dajal na izobraževanju strokovnosti svojih zaposlenih, tako da je bil res zdravstveni dom v tistem času, konec 70-ih in 80-ih, en zelo naprednih in zdravstvenih domov, ki je res šel v korak s časom. Gospod Oskar Zoran Zelič, zahvaljujem se vam, ker se nam vsega razvoj primarnega zdravstvenega varstva na območju občine Brežice. Ko smo se lahko prepričali, smo potlakovali generacije predanih in požrtvovalnih zdravstvenih delavcev, katerim izrekamo zahvalo. V koncu uradnega dela dogodka vas seznanjam z možnostjo, da gostu zastavite vprašanje glede zgodovine tukajšnjega zdravstva med pogostitvijo, ki sledi. V tem času bomo razdelili brezplačne izvode knjige Razvoj primarnega zdravstva na občini Brežice, kateri vam lahko avtor podpiše. Zato priložnost podanja zdravstveni dom Brežice. Direktorju Draženu Vojeviču se zahvaljujemo za dražljivost. Vsem pa namenim želje po trdem zdravju in prijaznem zdravju. Hvala.